Gimnastični center Ljubljana. Ha, kdo je pa tole plačal? EU, čakaj malo, sej EU sem tudi jaz, koliko pa EU mene stane? Vprašanje za profesor dr. Mraka, črn pas iz EU Financ. Profesor! Jože Debatera. Zdravo, Jože. Vidim, da te spet ena stvar muči. Sprašujem se, koliko mene osebno stane EU? Koliko jaz plačujem v proračun? Recimo na dan. Jože, bova kar skupaj izračunala. Slovenija da približno 500 milijonov vsako leto v EU. Če to zračunaš, da nas je 2 milijona in da je to 365 dni, bi res rekel tako, da je to za eno zelo pocen kavico na dan plačuje vsak Slovenc v proračun Evropske unije. Ta številka, glede kaj plačujemo v proračun Republike Slovenije, je kar velik kavic. Tako da te dve stvari sta neprimerljivi. Je pa res, da jasno, tudi z proračuna EU-ja dobivamo manj kot iz proračuna Republike Slovenije. Aha, koliko pa jaz konkretno dobim? No, iz Evropske unije, če bi hotel po ekspresih računati, bi v lanskem letu oziroma v letošnjem letu približno dobil 2 ekspresa. Zdaj jasno, ne dobiš ga v obliki ekspresov. Aha, torej dobim 2-krat toliko, kot dam. V kakšni obliki pa dobim, če ne v ekspresih? Ena od velikih stvari, kar je Slovenija se včlanila v EU, so ta tako imenovana kohezijska sredstva. Tukaj je bilo ogromno nekih projektih narejeno, mi imamo danes bistveno boljše vodovode, oskrbo z temi recimo odpadki so bistveno izboljšana, ceste so precej poboljšane, ne rečem, da je bilo to financirano vse iz proračuna EU-ja. Življenje danes je vendarle bistveno boljše, kot je bilo recimo 20 let nazaj, in to v enem delu prihaja tudi iz proračuna Evropske unije. Recimo pri nas na fakulteti se vključujemo v celo vrsto raziskovalnih programov, ki so plačane v tem. Teh sredstev jasno ne bi bilo, če bi bili samo vezani na slovenski proračun. Ogromno študentov prihaja sem, naši odhajajo ven. Na področju kmetijstva je danes, slovensko kmetijstvo je danes popolnoma drugačno, govorim tudi o razvoju podeželja. Tudi končno okolje, če pogledamo s to Naturo 2000, Slovenija je to okolje vendarle ravna z njim boljše, kot bi verjetno ravnala, če ne bi imela tega okvira Evropske unije. Tako da, jaz mislim, da ta proračun in ta evropski okvir nam daje neke možnosti za boljše življenje, kot bi jih imeli sicer. Super, zdaj se nam je odprlo ogromno enih novih vprašanj, naprimer, kaj sploh je kohezija, ampak zdaj ne moram po mulca v vrtec, bova o koheziji naslednjič. Dobro, velja. Ok, Jože. Hvala. Adijo, živijo.